Slovenija danes na Dunaju ob 80. obletnici Organizacije združenih narodov gosti en res izjemno lep dogodek. Kulturna diplomacija tudi povezuje državi. Na odru bo nastopilo več kot 150 mladih iz držav, tudi z vojnih območij, Palestine, Ukrajine, nekdaj Bosne in Hercegovine, Avstrije, Slovenije. En izjemen dogodek, ki kliče k miru. Avstrija je zdaj tudi kandidatka za varnostni svet OZN. Delimo veliko enakih pogledov in se mi zdi, da ko gre gospodarstvo z roko v roki s politiko in zdaj na kulturni dogodek, se mi zdi, da je največ, kar lahko naredimo v dobrih odnosih med državama. Jaz mislim, da je današnji dogodek pokazal visoko stopnjo dobre volje in energije med Avstrijo in Slovenijo. Hvala Advantage Austria in Spirit Slovenija za to čudovito organizacijo. Mislim, da je pokazala, da imamo skupaj ambicijo, da napredujemo, tako kot ima Slovenija sama zase ambicijo, da iz proizvajalke postane razvijalka novih strateških, trajnostnih, naprednih tehnologij. Mislim, da je ta energija z fokusom na strateških tehnologijah, kot so umetna inteligenca, vodik, prebojne inovacije, pokazale tudi, kako je potrebno videti državo kot tisto, ki zna deliti tveganje z zasebnim sektorjem, zato da razvijemo te prebojne inovacije, jih spravimo, industrializiramo, usmerimo na globalni trg in to bo na koncu tudi popravilo našo skupno evropsko konkurenčnost. Nismo konkurenti, smo sosedi, smo prijatelji, toliko stvari nas povezuje, začenši z lipicanci. Kar se tiče priložnosti sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo, vidimo predvsem na teh tehnologijah, ki so bile danes izpostavljene, se pravi na področju, in tudi že danes sodelujemo do določene mere, vendar smo tudi slišali, da je še potencial za nekaj več, za izboljšave. Tu so področja energetike in novih tehnologij, se pravi vodikovih tehnologij, o katerem je bilo danes veliko govora, področja sodelovanja, medicine, biotehnologije, farmacije, ne nazadnje pa tudi področja sodelovanja na logističnih in pa transportnih zadevah. Slovenija ima Luko Koper, ki predstavlja okno v svet za celotno Srednjo Evropo, tako s tem tudi ponuja določene priložnosti za avstrijska podjetja. In tudi na teh temah želimo nadaljevati našo obojestransko sodelovanje. Well, today was a really successful event. We had hundreds of meetings between Austrian and Slovenian businessmen to connect, but it was not only about debating the topics, it was really about creating the future together. What I really like between Austria and Slovenia, and I myself am from Graz, is this connection between familiarity and ambition. So we know each other. We trust each other, and this gives us the possibility to have bold ideas for the future. Future cooperations could be in the field what we discussed today. It's in the field of hydrogen, it's in the field of transport hub connections, but also in the field of AI, automation and medicine. And you can always start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand.